Zdaj pri ta prvi kisli, prosim vas, imejte odprto glavo. Ok, folk, dve stvari. Tele sladko-kisle bom posnel tukaj na Vranskem in ker vse kaže na to, da bo verjetno scal, pomeni, da bom mogoče vmes zamenil lokacijo. Ampak druga točka tega mojega nagovora je bistveno bolj pomembna. Včeraj so mi zruvali modrosten zob, zato danes ne bom tako na poskok, pa bom mečkam bolj umerjen, zato ker je tukaj noter še vse bolj tako. Ampak, ker sem obljubil sladko-kisle za Senika tudi dobite. Ok, dajmo začeti kar z osnovo. Tole je Renault Grand Scenic, ampak pazi to, koliko dolg je v bistvu njegov ime, če ga prebereš čisto od začetka, pa čisto do konca. Pazi zdaj, Renault Grand Scenic Edition 1 Energy DCI 160 EDC. Pa le koga imam zraven? Malo na okrog hod, malo po serije, malo po ščije. Tako, gizmo. Ok, prva sladka ne velja samo za Grand Scenica, ampak za Scenica na splošno. To je pa cenovni razpon. A več gre za to, da se cela Scenic zgodba lahko začne že tam pri 16 jurih ali pa preležeš tudi krepko nad 30, v primeru testnega avta 34 jurjev pa še neki. Pa že čisto na začetku, ko se odločaš za avto, je pomemben valjda tudi to, kaj ti v osnovi ponudi, pri osnovni opremi. In tukaj Scenic, no ja, vsaj pri varnosti definitivno ne razočara, ampak prijemo pol pri ta tretji sladki tudi do tega. Pri drugi sladki bom pa povezal kar dve stvari. Družinsko prilagodljivost pa prostornost. In to sta v bistvu dve stvari, ki ga povzameta najboljš. In če na tem področju Scenic ne bi dobesedno razturil, bi bilo vse skupaj malo nerodno. Renault je tisti, ki je pravzaprav na en tak način začel svojo enoprostorsko zgodbo in to se konec koncev, ko se usedeš v avto, tudi pozna. Pač, ko se usedeš v avto, je nekako jasno, ne samo v prvi, predvsem v drugi, pa konec koncev v tem avtu tudi v tretji vrsti, da Renault v spredje postavlja neko nenapisano pravilo, ki se reče family first. In kar se zdaj te družinske prilagodljivosti tiče, vse skupaj se začne že tukaj spredi. Z majhnimi stvarmi, ki sicer same po sebi niso nobena novost, ampak so pa malo atraktivne, pa tudi dosti priročne. Lej. Recimo način odpiranja predala pred sovoznikom. Tukaj nimaš tiste klasične ročke, ki jo potegneš, ampak se lahko samo s prstom dotakneš tele površine tukaj. Lej. Pa tudi način samega odpiranja je malo nenavaden. Ne odpre se tako, ampak pride ven, tako kot pač navaden predal. Pa prideš v drugo vrsto, se pa ta družinska žurka šele dobro začne. Zdaj valjda po eni strani vse stvari niso glih čisto samoumevne. Ta avto je naloaden z opremo, ampak je fajn videti, kaj je recimo z neka znamka z nekim modelom sposobna ponuditi. In ena stvar je recimo že kar tale panoramski oken, nekaj je ogromno. Do zadaj pa čisto do spredi. Pa imaš tukaj še tole klasiko. No, a mi bo rata. Come on! Za malarijo imaš tukaj še dve misce z dvema takima priročnima elastikama, da lahko kaj zadaj zahaklaš. Tukaj imaš dva USB vhoda, pa kar se druge sedežne vrste tiče, valjda pomično vzdolžno, pa tudi po naklonu. Tale Grand Scenic je valjda opremljen tudi s tretjo vrsto sedežev, ki jih je postavil po easy. Ampak ta prava žurka rata šele takrat, ko hočeš vse podreti. 3, 4, zdaj! Well, ain't that fast. In to nas vse skupaj valjda pripelje kam drugam, kot do prostora. Zdaj, kaj to pomeni v litrih? Tale 7-sedežnik jih v osnovi ponuja 596, dokler ne podreš druge vrste. Pa se mi zdi, da litri niti niso več toliko pomembni. Dejstvo je, da je tukaj luknja ogromna. Opa. What did I do? Sanka, you dead? Opomin, prtljažni prostori so namenjeni prtljagi, ne pa odraslim moškim. Kar se prostornosti tukaj zadnji v tretji vrsti tiče, zdaj bom drugo vrsto nazaj poklopil. Le takole zgleda, moje noge se ne dotikajo hrbtišč sedežev, pa tudi stopala imajo glik za glik še dosti prostora. Drugače pa tako, vseh 7 sedežev pa veliko prostora ponujajo tudi tekmerci. Pri Scenicu se mi zdi pa fajn to, da je vsa ta operacija, kako to izvesti, naštimati, pripraviti, pa se pa tudi noter usedeti zelo lahkotna, lahka. Pa ker že govorimo o prilagodljivosti, ne? Veš, predalčki v podno. Pa ne sam zadnji, tudi tukaj spredje je eden. Pa tukaj še tale sredinska konzola, ki je pa tudi pomično vzdolžno. Lej, zagrabaš, pomakneš, spredi imaš cup holderje, noter je ogromnega placa. Na vrh je eden, pa zadnji imaš tudi en predalček. Ok, gremo na tretjo sladko, to je pa varnost. V bistvu varnost v izhodišču, ko kupiš ta avto, preden ga naloadaš dodatno opremo. Tukaj je že nasplošno treba Scenicu priznati, da je nadoknadil ves tisti zaostanek na področju varnostne tehnologije, aktivno varnostnih sistemov, predvsem, ki ga je imel prednje prišla ta 4. generacija. Pazi, že čisto v osnovi dobiš sistem za pomoč pri zaviranju sili, sistem za opozorilo pred čelnim trkom, sistem za prepoznavo prometnih znakov, pa sistem za aktivno zaviranje sili z zaznavo pešcev pri mestni vožnji. To v bistvu pomeni nizke hitrosti, avto vidi, da se ti utegneš zaleteti, pa sam zažlajfa. Če mene vprašaš, je to za izhodiščno opremo kar dobro. Pa ker smo že pri opremi, jaz ne vem, koliko poznate Renault sistem Multisense, ta avto recimo ga ima, ponuja pa različne načine vožnje. Zdaj recimo vklopljen eko, pa imaš še perso oziroma personaliziran program, kjer si stvari prilagodiš po svojih željah, tukaj so pa še komfort, sport,
pa neutral. Pri četrti sladki bi rad izpostavil predvsem kakovost počutja v kabini. Tukaj noter je, za začetek je full zračen feeling, zaradi tega strešnega okna, pa tudi nasplošno materiali, ergonomija, vse te stvari štimajo in to je eno raven više, kot je bilo prej, pri prejšnji generaciji. Tudi tale vmesnik se recimo na prvi pogled zdi dosti zapleten, ampak je zasnovan na način tablice, kar pomeni, da se hitro navadiš na upravljanje, to je pa dosti pomembno. Vse skupaj je zelo pregledno, te površine, na katere pritiskaš, so velike, tako da jaz ne vidim prevelikega problema. Zdaj pa se veste, preden gremo na peto sladko, še 3 kisle. A misliš, da so zdaj na Renaultu kaj nervozni? Zdaj pri ta prvi kisli prosim vas imejte odprto glavo, zato ker ta stvar, ki jo bom pokazal, v bistvu nima nobene veze s kakovostjo samih uporabljenih materialov ali pa kompaktnostjo. Ampak malo me je zmotila že na prvi vožnji, moti me pa tudi danes. V bistvu gre za spoj armaturne plošče pa vrat in tale razmak tukaj me malo moti. Veš, kaj hočem reči? Mislim, log bi bil tako, pol centimetra manjši. Senik zadnji nima več 3 posamično pomičnih sedežev in nima tudi več 3 isofix priključkov. Tretja kisla je povezana pa s tempomatom. Gre za to, da ima ta avto pameten tempomat, ampak ni tako pameten, kot bi jaz hotel, da je. Sam prilagaja hitrost glede na vozila spredaj, ampak če so razlike v hitrosti prevelike, predvsem pa če se avti spredaj ustavijo, Renault ne zabremza do konca, ampak se prej sklop. A veš, je že tako, da smo se malo razvadili. Ene znamke pač ponujajo tudi to, da se avto popolnoma ustavi, pa pol, ko ga spodbudiš, da sam tudi spele. Peta sladka, valjda, hotel sem pohvaliti videz avtomobila in glih zdaj je začel scati, pa drugega. Ampak ajde, se nisem iz cukra, rad bi povedal eno stvar. To je sicer čist moje osebno mnenje, ampak v tem trenutku jaz ne vidim eno prostorca, ki bi mi bil po videzu bolj všeč, kot Scenic. A je to Grand ali pa navaden. Pač taka jazzna oblika se mi zdi, ki jasno kima športnosti, pa čeprav vozne lastnosti, ki jih ta avto ima, niso glih ful športne. Le z tega kota mi je najhujši, pa veliko vlogo valjda igrajo tudi 20-palčna kolesa. V bistvu manjših sploh ne moreš dobiti. A veš, tukaj je Renault, še preden so avto ven dal, naredil deal s 3 proizvajalci gum, ki so pol zagotovili, da bojo gume za 20-ke enako drage ali pa enako poceni. Bolj enako drage, kot so bile prej 17-ke. 17-ke so bile pa pač najbolj popularna izbira pri prejšnji generaciji. Ok, ljudi, to so bile sladko kisle za Renault Scenica. Jaz bi moral po vseh pravilih počivati, mogoče celo malo posli ležati, ker tale modrostni zob, ki ga ni več tukaj noter, me vseeno malo iritira. Zato je, kar se vloga tiče za danes, to. Adijo. Janač, pa dober tek. Veš to, še ima burger s piščancem.